Željka, kaj meniš, zakaj bi morale gledalke in gledalci gledati najino oddajo Moja dogodivščina? Ja, jaz bi rekla, da je to oddaja za tiste, ki jih že malo kličejo konji, imajo konje radi. Se ob njih dobro počutijo, ne vejo pa točno še zakaj, ker konji so izjemni učitelji, tako poslovnih veščin kot socialnih veščin, kot so tudi odlični terapevti in zdravitelji, in o tem bova danes malo več govorile. Dobrodošli v oddaji Moja dogodivščina. Danes je z nami izjemna Željka Modrej, ki je ustanoviteljica in vodja klinike za obvladovanje stresa, kjer združuje poslovna in terapevtska znanja za celostno obravnavo mentalnega zdravja zaposlenih. Posebno mesto v njenem delu in življenju nasploh pa zasedajo konji, za katere meni, da so odlični terapevti in učitelji. Željka, hvala, da si danes z nami. O konjih bomo danes tudi govorili, ne toliko v poslovnem svetu, iz katerega se sicer poznava. Pred leti sva sodelovali in ostali v stiku in evo naju danes, kdo bi si mislil. Povej mi, za začetek nam opiši, ker imaš res zanimivo zgodbo, kako je potekalo tvoje življenje od konjev, potem v korporativni svet, zdaj si se pa pred časom vrnila ponovno k konjem. Razloži nam vse. Ja, hvala, Manca, najprej da si me povabila v to tvojo oddajo. Jaz o konjih govorim vedno, tako da bi res tudi polnoči prišla v tvojo oddajo, tako da najprej hvala za vabilo. Ja, moje konje so z mano že od otroštva, se pravi, jaz sem iz Prekmurja, tam sem, ne vem, nekje mislim, da v 4. razredu osnovne šole prvič prišla v stik s konji v enem konjeniškem klubu. In od takrat naprej so postali moja ljubezen. Jaz sem bila vsak dan pri konjih v hlevu. Hlev je bil moj drug dom. Celo osnovno šolo. To so bili časi, ko smo se pač družili, tudi s prijatelji tam, jahali konje, letali z njimi po terenih in tako naprej. Kar divji smo bili, moram reči, za naša mlada leta. Skrbela sem tudi za enega, tam smo pač te šolske konje imeli, ko so jih tudi drugi jahali, jaz sem skrbela za enega in ta konj me je potem kasneje tudi še spremljal skozi v sanjah, tako da so konji že res od nekdaj nek del mene, tudi če nisem fizično več bila z njimi. Tako da to je bilo v osnovni šoli in potem v srednji šoli sem pač, začelo se me zanimati druge stvari, konje so se malo oddaljili. Začelo me je zanimati, kako ljudje funkcioniramo med sabo, zakaj tako funkcioniramo, kaj nas povezuje. Začela sem opazovati vzorce, kako je vse povezano, zakaj je ena kultura drugačna od druge. In že takrat me je klicala malo sociologija. Potem je pa en naš učitelj iz srednje šole imel en tak čarobni prstan in je rekel, moj čarobni prstan je rekel, da bo šla študirati sociologijo, in potem se je to res zgodilo. V študijskih letih sem pol sociologijo izbrala kadrovski menedžment, se pravi usmerjeno v podjetja, kasneje tudi naredila magisterij iz tega področja, tako da to mi je odprlo potem pot v korporacije. Konji pa so me skozi malo klicali, tudi v tem času, ko nisem bila fizično, vedno z njimi sem malo tako, ko smo šli z družino na dopust, malo gledala, kje imajo tudi konje, da grem jahat na morju pa plavati z njimi. Tako res sem vedno zbirala nekako, da sem bila čim več v stiku z njimi. No, potem pa mislim, da je to bilo malo pred 40. rojstnim dnevom, to je zdaj nekaj let že nazaj, je pa pol v moje življenje prišel Lancaster. To je pa športni konj, sem si zelo želela, ko sem bila majhna, da bom imela konje, s katerim lahko preskakujem ovire. To je bila neka moja želja otroška. In potem, ko je Lancaster prišel, sem jaz ugotovila, da so to moje znanje, ki sem ga imela kot otrok, in zelo optimistična, kako jaz to res obvladam, ugotovila, da pač mogoče niti ne in da športni konj je čisto nekaj drugačnega. Vsaj moj je pač bil in zato sem potrebovala trenerja in začela se je ta pot, neka športna pot, treningov in preskakovanja ovir in tako naprej, z željo, da potem grem tudi na tekme. V poslovnem okolju pa sem šla dokaj hitro sem prišla na vodstvena delovna mesta in sem postala vodja kadrovskih služb v različnih podjetjih, slovenskih, mednarodnih, majhnih, velikih, različnih lastniških struktur, tako da sem res ogromno enih ljudi spoznala. Spoznala sem pa tudi tisto plat, ki je mogoče ne opisujemo preveč, to je pa
kako stres vpliva na nas, a ne, in sploh na menedžerje, na ljudi na vodstvenih položajih, ampak na žalost je pač stres prisoten pri vseh, ne samo na višjih položajih. In čez ta moja leta, se pravi dela v korporacijah in tudi z Lancasterjem v nekem športnem duhu, ki je in tekmovalen in potem poslovno okolje so tekmovalne, vedno so narejene na performance, še več in tudi sama sem si pri konju naredila še več, višje, boljše. Je to na neki točki bilo zame preveč. Malo sem tudi začutila, da mogoče poslovno okolje oziroma poklic, ki ga sem upravljala do takrat kot kadrovnik, je nekaj, kar sem mogoče prerasla, klicalo se me neke druge zadeve. Zgodilo se je tudi podobno v športu, se pravi, čutila sem, da s konjem več nisva tako povezana. Na začetku je to bila neka ljubezen, ki se je potem pretvorila v neki konj, bolj nek moj objekt za dosego nekih mojih ciljev in to ni šlo v pravo smer. Tako da na koncu se nisva več počutila v redu, niti jaz, niti on. In sva šla jaz v neko tako izgorelost, ki ne vem, kako se sploh tej izgorelosti reče, to je bila izgorelost na vseh možnih področjih, mislim, da je tudi duša malo izgorela. In potem sem pač iskala načine, kako zdaj ven iz tega. In prva stvar je bila, da sem pač zapustila korporativni svet. Z Lancasterjem pa sem poiskala strokovnjake, ki se ukvarjajo s konji tudi na malo drugačen način, ker sva izgubila stik, jaz sem tudi, mene takrat telo zelo bolelo, nisem več mogla jahati. Niti ga več nisem mogla pobožati, ker ga je pač jahala ena druga in je bilo dosti na treninge narejeno in je konj bil preveč energičen in sem iskala nekaj za umirjanje. In takrat sem poklicala enega strokovnjaka oziroma enega šepetalca konjem. Ja, tako bi lahko res rekli, šepetalca konjem, ki je potem prišel k nama in delala smo neko meditacijo, to je zame bilo dokaj novo, takrat sem se začela s temi bolj naravnimi zadevami spoznavati in delala smo neko meditacijo, sva stala eden nasproti drugega s konjem, konja sem držala in imela zaprte oči in sem poslušala pač to meditacijo, ki je bila najprej prizemljitev, potem pa čutenje energije konja. In potem je rekel, glej, bova videla, kaj bo konj naredil, ko bo konec, lahko bo pač zbežal stran, lahko bo jezen, lahko ne bo nič naredil, bova videla, ne. Ideja pa je bila najti nazaj povezavo med nama. No, in ko je on to vrv, s katero sem ga izdržala dol, je pač Lancaster prišel do mene, mi dal glavo na ramo in jaz sem sam začela jokati in sem rekla, ok, zdaj pa dosti, zdaj pa nekaj moram drugače narediti, tole več ni v redu. In takrat sem se odločila, da grem iz športa. Tudi nisem več mogla, niti telesno, pa nič športom narobe, to bi res povedala, da ne bo zdaj kdo, da je pač karkoli športom, ampak zame v tistem trenutku je bilo preveč. In takrat sem se odločila, da poiščem neke druge poti, se pravi in dela z njim, povezovanje s konji na nek drugačen način. In pa tudi zase sem pač iskala rešitve, se pravi, kako sebe pozdraviti, ker to ni bil nek tipičen burnout oziroma izgorelost, ki poznam, ker je bila dosti fizična. Se pravi, meni so se vneli vsi sklepi, navzven mogoče to ni bilo vidno, navznoter sem bila cela v bolečinah in takrat, ko sem se vpisala na študij telesne psihoterapije, sem šele začela opažati, kako v bistvu naš sistem deluje, se pravi, kako se povezuje s telesom. In na tej poti sem spoznala ogromno enih strokovnjakov in takrat sem se odločila tudi, da ustanovimo kliniko za obvladovanje stresa, ker je res tega ogromno danes v poslovnih okoljih žal. Tako da sem zbrala strokovnjake, ki pač lahko pomagajo celostno in smo tudi priključili zdravstveni kliniki, tako da je res strokovno, hkrati pa tudi terapevtsko mogoče tudi to delo s konji, ki ni najbolj tipično pri obvladovanju stresa, sem ga vključila zato, ker se mi zdi, da nam res lahko ogromno dajo. Tako da to je en primer, kako naprimer sem jaz začutila, da je Lancaster tudi moj učitelj, se pravi prvič neko sporočilo, da mogoče je treba še nekaj drugega pogledati. Začela se pa hkrati tudi ena druga pot in sicer v tistem času je ena kolegica rekla, da ima en kolega, za katerega sem že vedela, mislim, sem ga poznala iz poslovnih okolij in organizira pač različne konference, da ima konja in takrat so se takoj povezali, se pravi, sem ugotovila, konja nas tudi povezujejo.
In zdaj se še vedno hecam, da konji to malo se mi zdi, da se oni malo med sabo zmenijo, pa pol to nam ljudem dajo, da izvedemo za njih. Ampak ja, z tega je ratalo potem lansko leto prve delavnice, v bistvu pa za poslovna okolja, ker oba sva iz poslovnih okolij in sva rekla, koliko nam konji dajejo enih modrosti in kako to prenesti zdaj v to znanje v poslovno okolje, in potem smo pač naredili en sklop delavnic, s katerimi smo lani začeli in je že šlo čez njih več kot, mislim, da zdaj že več kot 100 zaposlenih in rezultati so res izjemni. Tako da smo tudi ta del, se pravi, kako konji lahko pomagajo za poslovne veščine, začeli razvijati. Hkrati pa na kliniki programe, kako 1 na 1, se pravi za posameznike, ki jih to zanima, sebe umirjati čez prisotnost konja, ni nujno z jahanjem, lahko samo s tem, da začutimo sebe ob konju, se pravi neka čuječnost ali pa sproščanje, obvladovanje stresa ob prisotnosti konja. Tako je šla moja pot. Kako si naredila cel krog od konjev, pa nazaj k poslu in zdaj to združuješ? Ja, tako. Povzela bi nekaj tvojih misli, ki se mi zdi res zanimive, kako je konj zrcalil tvoje počutje. Eno je, da telo sporoča skozi bolečino, da nekaj ne štima, hkrati pa se to poznala tudi na konju. Vzeli si bova kratek odmor, po odmoru vam bomo pokazali en video, v katerem sta Željka in njen Lancaster skupaj in bova do poslovnih poti se še prideva. Tako da dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina po kratkem odmoru. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes imamo na sporedu eno zelo posebno dogodivščino s konji. Željko, razglabljava o tem, kako so konji tudi zdravitelji. Pa dajmo si za začetek pogledati video. Režijo, prosim za prvi video, kjer sta ti in tvoj Lancaster. Prosim, režija. Kaj se je tukaj dogajalo? Ja, tukaj sva midva z Lancasterjem šla, kot sem prej govorila, iz športa in oba zbolela in iskala potem poti nazaj in ta video prikazuje to prvo povezanost. Se pravi, tukaj se je začelo, z njim sem preživljala čas, ker je on tudi bil zelo bolan, res je zbolel z vsemi možnimi boleznimi, ki jih 5 let prej ni imel, tako zelo podobno kot ljudje, ko grejo z intenzivnega poslovnega okolja na dopust, pa pol zbolel, se je podobno zgodilo tukaj in sva iskala nazaj stik. Tako da ta video je prva ta povezava, ki se je pol med nama začela spostavljati. Se res vidi njegova energija, ki je bil tak miren, ne? Ja. Je verjetno začutil, ok, zdaj je pa to. Ja, Željka je pa zdaj malo drugačna, ne? Ja, tako. Lepo. Trdiš, kot sem že rekla, da so konji zdravitelji. To je, se sliši zelo mogočno. Lahko pojasniš 3 učinke. Imava srčno koherenco, zrcaljenje in čustveno uravnavanje, kar se mi zdi, da smo videli nekoliko tudi v videu, in pa prisotnost v sedanjem trenutku. Vse 3, ki jih zelo potrebujemo v današnjem svetu, tudi če nismo tako upeti v poslovnem svet kot mi dve. Razloži, prosim, vse 3. Ja, zdaj, da ne bo tako znanstveno se vse slišalo, ta srčna koherenca po domače pomeni, da smo v nekem stanju, kjer imamo notranji naš sistem uravnan, se pravi čustva, misli, telo, srce nekako povezano. In ko smo mi v tem stanju in ko je konj v tem stanju, lahko med nami poteka pač neka izmenjava, ki jo tudi danes že znanstveniki proučujejo. Konji imajo namreč zelo veliko srce in zato imajo tudi veliko elektromagnetno polje in konji nas zaobjamejo, se pravi s tem poljem. Se pravi, tudi če nimate stika s konji, če jih kje vidite na travniku, ne vem, konj naprimer do 6 metrov oddaja to polje, se ljudje dostikrat rečejo, kako se počutim umirjeno. In zdaj, kako pa poteka ta izmenjava, pa Mave, mislim, da tudi en video, ki prikazuje, kako potem ta dvosmerna komunikacija, če sta oba v tej povezanosti srčni, poteka. Zanimivo. Režija, a lahko prosim kar za drugi video, da vidimo, kako poteka ta srčna koherenca? Koliko metrov ima pa človeško srce elektromagnetno polje? Mislim, da enih 3-krat ali 4-krat manj, to sem brala, tako da po moje kak meter, ne vem, ampak dosti manj.
Režija, prosim za drugi video. A lahko razložiš? Ja, tukaj zdaj vidimo, to je moj konj, ki je zdaj vidite, da je imel zaprte oči, se pravi, on se je umiril, to je sicer potekalo dlje časa, med njima je potekala energija, tudi ko sem govorila, to je kolegica, ki se ukvarja tudi z srčnim povezovanjem s konji zelo odreagirajo na energijo, začutijo energijo, je rekla, da je kot da bi malo sporočil, kje je nekaj v njem, kar ga boli, ker je takrat bil prehlajen in mu je kar intuitivno dala roke na tisti predel in on je takrat zakašljal, to sicer ni na posnetku, na tem posnetku, ampak je, tako da s konji komuniciramo na neki neverbalni ravni, kar je zelo težko pojasniti. To, če doživiš, začutiš, se pravi, to začutiš po celem telesu, ko si z njim, če si zadost umirjen, se pravi, če ta energija teče. A ne? To se morda sliši tako, ne, nenavadno, pa vendar intuicija morda, zagotovo so vsi imeli, imamo to izkušnjo, kako nekaj začutiš, pa morda niti ne znaš razlagati. Če greva naprej, zrcaljenje, čustveno uravnavanje. Ja, zrcaljenje in čustveno uravnavanje, vse pri konjih je to tako. Konji, ker so v naravi plen, oni zelo hitro preberejo energijo prostora, se pravi, oni se morajo braniti pred napadalci v naravi, imajo zelo razvite instinkte in zelo hitro preberejo energijo. Se pravi, konji se odzivajo na našo energijo in čustva dosti bolj kot na naše ukaze. Se pravi, ko nekdo pride v njihov prostor in ga je strah, ampak se smeška, tako konj začuti strah, ne smeh. In odreagira na tak način. Tako da nam zrcalijo, konj nam zelo hitro pokaže, v kakšnem stanju smo. Dosti hitreje nam konj pokaže kot človek. Človek potem malo to v celofan zavije, ampak konj res pokaže, zrcali nas, a ne naš energetski sistem. In zdaj, ne vem, naprimer, če povem primer kolegice ali pa tudi hčerka, ko pride konju, včasih je zadost, da se sam tako nasloni na konjev hrbet, stoji v konju in se pač na njega nasloni. In ker je konj je srčni utrip počasnejši, se tudi to uskladi. Se pravi, in konj nas tudi prizemlji, konj je prizemljen, ker on je v tem trenutku, živi v tem trenutku, ne tako kot mi ljudje, ko sploh nekaj razmišljamo, in nas to svojo energijo potem umiri. In vedno je pol učinek, ki ga, ne vem, ko mi ga tudi hčerka reče, zdaj sem pa čist mirna. Pridemo tako z neko polno glavo misli in potem smo čist mirno odidemo. To nam konji s tem naredijo. Tako da to je en tak učinek, ki ga, če imate stik kje s konji, lahko vsak dela, ni treba neke znanosti iz tega. To je sam že stik ali pa božanje, naprimer konja, že sproža senzorje pri nas, da se umirjamo. Se torej tudi ljudje imamo to nagnjenost, da smo raje pri ljudeh, ki so mirnejši. Tako, ker nas umirjajo, ta energija nas umiri, potem se počutimo bolj varno pri takih ljudeh in ljudje se radi počutimo varno. V poslovnih okoljih sicer govorimo o psihološki varnosti, ampak to je hkrati telesna varnost. Naš sistem se počuti varno. In ko se konjev sistem počuti varno in naš sistem počuti varno, potem se ta magija začne odvijati. To mi je bilo zanimivo, ko si prej omenila, da konj tudi prepozna resnično naše počutje. Morda tudi takrat, ko ga mi sami ne. Tako da gremo k konju se lahko pogovoriti in povej kot neko ogledalo, kako se danes počutim v resnici. Ker marsikdaj mogoče sami sebi tudi ne priznamo ali pa odrivamo resnično počutje. Najbolj je to vidno naprimer na delavnicah, ker ljudje zelo radi potiskamo žalost. Sploh v poslovnih okoljih se ne sme pokazati, da si žalosten. In ko imamo delavnice z ljudmi, ki prihajajo iz poslovnih okolij, so delavnice narejene na način, da sprožijo to. Se pravi, tam je konj, ponavadi je neka glasba in ko se ljudje sprehajajo in ko imamo potem po vaji refleksijo, jih veliko joka. In potem se pogovarjamo, potem je težava, ne težava, kot da bi nas bilo malo sram, da smo jokali. Ker danes več ne jokamo. In potem se pogovarjamo, kam smo kot družba prišli, da več ne moramo kazati svojih čustev. Mi bi radi vsi v poslovnih okoljih bili avtentični, veliko se o tem govori in piše in lepi na stene, ampak to je avtentičnost, da si lahko pred svojimi sodelavci tak kot si, da tudi jokaš, da ti je težko, da ta čustva pridejo ven iz tebe. In to konji naredijo, zato ker začutijo. Začutijo in ti sprožijo to, da pač
se povežeš s sabo, s svojimi občutki in ti občutki pridejo ven in to je zdravilno. Se pravi, mi zelo radi potiskamo čustva, tukaj jih pa dajemo ven, ne? In to so taki zdravilni učinki konj. Pa tudi to, da si viden, ne? Naprimer, ko pridejo, pa se pogovarjamo, pa tako, ja, pa je prišel do mene, pa me je pogledal. Ta občutek videnosti, tudi to, koliko si ljudje danes namenjamo pozornosti, dejansko, ne? Koliko eden drugega dejansko slišimo in vidimo. Ne? Že to je zadost, da tako on vidi. Male stvari, to so res take male naravne stvari, naravne človeške vrednote, ki smo jih malo v današnji družbi izgubili. No? Nam konji odslikajo, zato so zdravitelji. Zato jaz govorim, da so zdravitelji. Zato, ker nam pustijo, da smo, kar smo, da z nas ven pride to, kar je v nas. Vse, kar je v nas. Tako, vsa paleta čustev, ki jih moramo v določenih situacijah umikati, prikrivati. Ja. Pred konjem smo pa lahko točno to, kar smo. Ja, to se lahko naveževa morda na to človečnost, ki je tudi ta učinek. Nas uči, kako v resnici tudi mi, ko si omenila, ko nas konj vidi, nas res prisotno vidi. Nima v mislih, kaj mora skuhati kasneje, ali pa kaj vse so druge obveznosti, da se malo pošalim, ampak res, on, ko gleda, verjetno samo on je tukaj in zdaj. In nas vrne tudi nas v tukaj in zdaj, če smo mi na to pripravljeni. Zdaj, ko sem prej omenjala šport, tam je dostikrat zasledovanje nekega cilja in nam malo tega zmanjka. In je zato zelo dobro vmes si malo vzeti čas in delati s konji tudi te stvari, se pravi na povezavi, na nekem odnosu, ker konj nam to da, če ga uspemo videti, pa če sebe uspemo spraviti v tukaj in zdaj. To danes ni tako lahko, sploh s vsemi tehnologijami, ki obstajajo. In z vsemi motilci, ki jih imamo vsak dan. Željka, vzeli si bova ponovno kratek odmor, da malo zadihava, potem pa po odmoru se vrneva k konjem in pa zaideva malo v poslovni svet. Bodite z nama tudi po odmoru. Dobrodošli nazaj v oddaji Moja dogodivščina. Z Željko govoriva o konjih. V zadnjem delu bi se posvetili temu, kako so nam učitelji poslovnih veščin. To mi je res tako fascinantno. Kako to povezuješ, kako se modrosti narave povezujejo s poslovnim svetom? Kako gre to? Ja, to je res en tak moj srčni projekt, ker v poslovnem okolju sem res preživela 15 let, zamenjala ogromno okolij in ljudi in opazila, da so vedno iste teme. Se pravi, pri delu z ljudmi pojavljajo se podobni problemi, ne glede na podjetje. In potem sem nekako oblikovala skupaj z zavodom, s katerim sodelujemo, delavnice na te poslovne teme. Se pravi, ene take tipične teme so, kako vodimo, težave z vodenjem, potem fokus, kje imamo fokus, upravljanje sprememb, naprimer, kako znamo upravljati s spremembami, kako rešujemo konflikte, ta je zelo popularna, ker vse povsod, kjer smo, so konflikti in se tudi učimo, da je to nekaj normalnega in pač moramo znati z njimi delati. Potem so še, kako se umirjati, kako biti bolj agilen in podobno. Tako da smo to zapakirali v neke poslovne teme in potem smo z zavodom, ki pa ima konje in dela učenje s pomočjo konj. Oni so pa pripravili potem vaje, ki pri udeležencih pol odslikajo to, kar je ta poslovna vsebina. Se pravi, jaz sem tam kot nek poslovni coach, ki prevaja to, kar se dogaja tam, v poslovni vidik. Tako da delavnice se izvajajo s pomočjo facilitatorja, ki dela s konji, in mene, ki sem kot poslovni coach, ki potem pač prevajam to v poslovno okolje. Most med poslom in konji, kar je moja neka, oba imam, obe sta moji zelo znani temi. Omenila si več veščin, ki pomagajo učiti, naprimer vodenje, obvladovanje sprememb in tako. Kaj nam pa še manjka, bi rekla, katere veščine pri človeku, ne glede na to, na katerem delovnem mestu si v podjetjih, kaj nam manjka? Ja, danes nam zelo manjka empatije, sočutja. Kot sem prej že omenila, avtentičnosti, dosti se o tem govori, zelo malo pa razume. To, kar sem prej rekla, da so ljudje z vsemi čustvi, ki so, tako kot so,
Ne zdaj, da se kar derajo na vse, ampak da znajo jezo izraziti na pravilen način, ampak ne pa, da jo potisnejo, a ne. In to so vse stvari, ki manjkajo danes v poslovnih okoljih. In to ljudi oddaljuje, namesto povezuje. In zato imamo dosti ljudi, ki se počutijo izolirani in dosti burnouta tudi iz tega, ker več nimamo socialne mreže, nimamo več povezanosti take, kot smo jih nekje imeli. In to so te osnovne vrednote, ki nas jih učijo tudi konji. Tudi ni morda še toliko prostora za takšne veščine, kot je recimo empatija, sočutje, ker vemo, kako je to zdravilno tudi za nas, tudi če čutimo to kar tako, a ne? Ja. Tako da, daj nam razloži, kako pa poteka delavnica, da si predstavljamo, kako gre to, prideš kot udeleženec na delavnico, kako to operativno zgleda. Ja, tim pač pride si izbere temo, s katero se največ ukvarja, se pravi tema, ki jih žuli v tistem trenutku. Pa da več v njihovem timu, naprimer vodenje. Temu se veliko govori vodenje v in potem so vaje s konji pač narejene tako, da odslikajo pač vodenje, ne. In zdaj, če je to konj, imamo konja, s katerim, naprimer, ena vaja je, da konja mora tim pripeljati čez ovire, ki so po tleh, a ne, brez da bi uporabljal kakršnekoli pripomočke. Se pravi, nimajo vrvi, nimajo glavk, nič, ne. In zdaj oni se morajo zmeniti, kako bodo tega konja pripeljali. Vse, kar imajo za navodil je, da je konj čredna žival, da sledi čredi. Neka osnovna navodila imajo in potem jih pustimo. In potem gledamo, kako zdaj oni odreagirajo v tej situaciji. In tam se zelo hitro vidi, kako vodijo, kje imajo fokus na konja, ali imajo fokus na dosegu cilja, če imajo preveč na cilj in konj lahko odide stran od ovire, ne, ali pa se ustavi in potem krivijo konje in potem se pogovarjamo, kako to, da je konj kriv, ne on. In tako, v glavnem vse teme, ki so pri vodenju. Lahko imamo tudi več konjev prisotnih v dvorani in so navodila drugačna in morajo vsak nekaj narediti, brez da bi drugi vedel, kaj mora narediti. In se morajo sporazumeti neverbalno, in tako kot konji. In tam se tudi zelo hitro vidi dinamika v poslovnem okolju. Se pravi, eni kar stojijo pa malo čakajo, ne. Eni takoj naredijo tisto, kar imajo napisano, da morajo narediti, ne. Eni malo gledajo, kaj bodo drugi naredili, a ne. In potem jaz samo spremljam, kaj se dogaja. To ni nič sodba, to je samo za refleksijo kasneje, ker pol udeleženci, saj res, jaz sem isto odreagiral, kot sem odreagiral v poslovnem okolju, a ne. In to so ta metaforična učenja, se pravi, oni se učijo, isto v sebi spoznavajo, kot odreagirajo tudi v poslovnem okolju, ne, in to samo pol prenesemo v poslovno okolje. To je na primer za vodenje ena taka. To mi je zanimivo, kar si prej rekla, da konj prepoznava dejanska čustvena stanja in se verjetno v teh delavnicah tudi tako vidi, da si ne moraš več lagati, da mogoče si, dajmo reči, frustriran, če ne dosegaš cilja prehitro. In ti konj to pokaže. Točno to, zelo dobro si to povedala, ker to je dostikrat tema, je tudi ta frustracija, ker pol kar čakajo, da bomo zdaj mi prišli rešiti situacijo in jih malo pustimo s to frustracijo. In potem gledamo, kako bodo rešili zdaj to frustracijo. In meni je zelo hecno, ko pol krivijo konje, pa ne znajo, pa oni niso strokovnjaki za konje, pa sploh ni fora v konju, ker je tem, kako so povezani. Tako da kup zadev se naučijo o sebi in tudi povratne informacije so vedno zelo odlične. Morda niso pripravljeni na to, kaj vse naplavi vedenje s konjem, a ne? To, kar konj samo zrcali, to, kar je prisotno v sistemu, v timu. Ne sodi, sam je. Prej si omenila konflikte, verjetno drugače rešujemo mi ali pa konji. Kje se tukaj vidi razlika med nami? Konji, zdaj bom govorila, tam, ko imamo te delavnice, imajo konji res privilegij, da živijo v čredi, to danes ni najbolj, ne vidimo velikokrat, nažalost več. In potem lahko spremljamo, kako ti konflikti so znotraj črede, ko pride neka nevarnost, ko jim pač, ne vem, damo enim hrano, enim pa ne, kako konji odreagirajo. Vedno odreagirajo na prvo žogo, tako kot mi, malo se zbockajo, stepejo, ampak to so taki mini konflikti, ni nobenih resnih poškodb. Ampak čez 3 minute vidiš konje, kako so se lepo porazdelili in si lepo jejo. In noben ni živčen na nobenega in noben ne dela si zgodb in govori, kak je on in zakaj ga je on brcnil in ne vem, kaj je naredil. In grejo naprej, ne, in so povezana čreda naprej.
Pri ljudeh, pri konfliktih pa vemo, kako je. Ne? To je pol kup zamer in vlečemo to lahko tudi v poslovnih okoljih. Nam nekdo gre na živce in namesto, da bi se pogovorili, povemo reč sodelavcu, kakšen je in potem gre tudi tako naprej. In tudi čez te vaje se potem ljudje učijo, kako reševati konflikte. Vaje so tudi take, da lahko se pravi, imamo ne čist s konji, ampak ob konji, ko se spoznavajo s tem, da nismo vsi enaki, da eni reagiramo tako, eni drugače, eni smo bolj na vodstven, eni smo bolj za povezovanje in se učijo, nismo vsi enaki in to je okej. Čredi konji niso vsi enaki, ampak kot čredi držijo skupaj. Zanimivo. Ja. A smo si že pogledali video, prosim režijo za tretji video, kjer tudi pokaže, kako te delavnice, kako so videti. To mi je res zanimivo. Vmes, ko si govorila, sem dobila misel, da konji res znajo začutiti recimo neko jezo ali pa konflikt in potem spustijo. Ja. To recimo tudi na telesu se pri nam pozna ta nek kronični stres, ker ne znamo spustiti potem teh hormonov in je telo že navajeno, da je ves čas v nekem fight and flight načinu. Ja, in to nam postane naravni način, sej tako sem tudi jaz zbolela. To nam postane naravno, se pravi, ljudje, ki smo v stresu, ne vemo, da smo v stresu. Dokler ne poč. Se pravi, dokler se ne začne na telesu poznati. Zato sem se jaz tudi v to dinamiko, kako je telo in kako sta povezana. Zdaj videli smo sicer tam na posnetku, tisto pač prikazuje na posnetku to, kako se je tim, naprimer, lotil, da konja pelje čez ovire. Čez ovire, neverbalno. Tako. Res zanimivo, s čim upravljati, če nimaš besed. Kako predati nek ukaz morda ali pa navodilo. Ja, ampak vse to je to, konj ne reagira, ker ne govori, je razvil, ima drugo dinamiko in zato nas lahko toliko bolj uči o čutenju z nekimi drugimi čutili. Res fascinantno. Željka, kako bi rekla, kako te je to spremenilo kot žensko športnico, vsaj včasih bolj, v poslovno žensko, mamo, ženo, kako te je ta tvoja pot s konji spremenila in te še spreminja? Ja, to je pa zanimivo vprašanje. Ja, mene je to zelo spremenilo. Se pravi, celotna ta dinamika tudi v poslovnem okolju, kjer sem res bila tako hitra in doseganje nekih ciljev, v ta del bolj čutenja. Se pravi, več sem začela čutiti, več sem začela zaznavati, bolj sem postala jaz, tista deklica iz Prekmurja, ki ima rada konje in uživa s konji. Kot mama poskušam biti bolj prisotna za otroka, ki sta sicer že najstnika, tako da to mi uspeva toliko kot pač mi v tem obdobju. Kot ženska bi definitivno rekla, da ta bolj ženski princip, se pravi neke nežnosti do sebe, pa se mi zdi, da je to tudi del procesa osebnega razvoja nekega, do katerega pridemo, nažalost, včasih tudi čez bolezen. Vse bolezen je pogosto nek krik na pomoč s strani telesa, mi se moramo naučiti to prepoznati. Tako da jaz sem res po 2 letih zdaj nazaj na konju končno, ker 2 leti nisem jahala, tako da sem prišla nazaj, ampak tako, da sem se upočasnila in da sem res našla tisto, kar me res veseli. Se pravi, kaj me je spremenilo to, da sem našla svoj ta avtentični jaz, ali kako se temu pač reče strokovno, ampak nazaj sem sebe našla. Domov si prišla nazaj k sebi. Tako lepo. Željka, res lepa hvala za te čutne besede in res zanimive stvari. Tako da, drage gledalke in dragi gledalci, verjamem, da so bile te teme, da je bila ta tema res zelo zanimiva. Hvala, da ste bili z nami v oddaji Moja dogodivščina in se vidimo naslednjič.